Lili Sorom, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je pestro danes pri vas? A je pestro? Ja. Tako Še kot bo. vsak dan. Ja, še bo, ja. Najboljše stvari vedno pridejo na koncu, pravijo. Hvala za kompliment. Nismo šli. Mislim, absolutno. Si to mislila, ne? Seveda, sem veš, kaj sem že v mislih pri vprašanju. Ja, v bistvu 14. februar, Valentinovo je pred vrati. Je to dober dan za to, da se zaljubimo, da najdemo svojega partnerja? Kako se pripraviti na ta dan? Da povabimo na prvi zmenek? Da povabimo, ja. Zmenek ne bo pa na kakšen drug dan. 14 je namreč karmicno število, ki ga ironično povezujemo z varanjem. Tako da ne vem, kako so oni izbirali 14. februar. Moram reči, da mi smo mnogo boljši v temu. Gregorjevo na 12.3. je mnogo bolj ugoden datum za ljubezen. Gde smo takrat god, sam povem. Da vemo se pripraviti, ja, sem imala en mesec. Tako da ja, takrat, ko se ptički ženijo, je mnogo bolj ugoden datum. Kaj pa današnje, recimo, ne? Priprave na Valentinovo že potekajo, danes, če pogledamo, je 12.2.2024, 4 dvojke. Kaj s temi dvojkami? Ja, dvojke so fajn. Dvojke so redo. Dvojke so povezovanje, sodelovanje, razumevanje druge plati zgodbe. Se pravi, celoten februar letos je tudi naklonjen temu, da mogoče ljudi, ki jih sicer ne razumemo, lažje poštekamo, da po domače rečemo, drugače pa ja, dvojka je ugodna. Se pravi, ko želimo Adamo povabiti na znamenek, je to fajn 2. ali 22. v mesecu. Ampak, viš kaj, da nas bojo ljudje lažje spremljali? Dajmo povedati, kako pravzaprav zračunamo te številke. Zdaj se štejemo celoten datum, potem je pa rojstni datum. Ne rojstni datum, datum. Okay. A je datum? Ja, veliko cifri. Dobro, ne. Tako obrazek, datum. V redu, lej. Sam datum je tisti, ki je pomemben, potem je pa še osebni datum tisti, ki je pomemben. In potem, da še malo bolj zakompliciramo, običajno je od obeh datum pomemben. Tako da kadarkoli pridejo k meni, pa iščemo najboljši datum za poroko, imamo seveda izziv, ker je nevesta, ker je ženin, ker je sam datum in ponovadi mora biti to pa še sobota maja. Tako da ni tako enostavno. In kako potem določite tisti to pravi datum? Najboljši vse. Fajn je, da se izogibamo karmičnim številom, čist par takih splošnih smernic, ki so vedno uporabne, navedemo, se pravi 13., 14., 16., 19., ne na zmenk, ne se poročati in tako naprej. Razen, če se imate namen skregan. Kaj pa, če recimo dva prideta na svetovanje k tebi in ugotoviš, da v bistvu se po številih nikakor ne ujemata, ampak si želita otroka in družine in tako tudi poroke, recimo. Kaj takrat to je v bistvu rečeš? Ful dobro, ker če zdaj recimo, če si lahko vajeta sposoben, ti si danes v temnih barvah, ti si v živahnih barvah, običajno za kar gre pač razlaga razumevanje tebe v tvojih barvicah, pa njega v njegovih odtenkih. Se pravi, sem tam umestnik Google Translate, jaz temu rečem. Se pravi, neke stvari, ki eni osebi pomenijo nekaj zelo barvitega, slikovitega, mogoče drugi osebi ne. In samo to razumevanje včasih je tisto, ki je ključnega pomena, da lahko pač to kombinatoriko, bom rekel, da najdemo srednjo pot, v domače rečeno. Torej iščeš skupne točke. Tako. Pa lahko to skupno točko določimo potem recimo tudi z datumom neke poroke, da se lahko izboljša ta balans med dvema, ki ne pašeta skupaj. Zato tudi so vsi, ne samo za ljubezen, tudi za posel, tudi za marsikaj drugega se je v tekom zgodovine iskala astrologe, numerologe. Tako da ja, marsikaj se da narediti. Kako pa v bistvu nam lahko številke pomagajo pri zanositvi? Lahko določimo datum, ki je primeren za to ali pa katera obdobja so bolj plodna, da tako rečemo. Tudi so obdobja v življenju, ko nas lahko nosečnost preseneti. Takrat s mladim damam rečem, če nimate namena zibati, bodite pozorne, vahtite. Tako da ja, marsikaj se skriva v številke. Kaj pa generalno recimo lahko napoveš, v kakšnem obdobju smo trenutno? Trenutno nam predvsem ego nagaja celotno letošnje leto. Se pravi, vsi bomo želeli imeti svoj prav. Toksični odnosi bojo letos absolutno v ospredju. To sem že opazil, Se živice že čuti v zraku na večjih scenah. Ampak katere številke pa pravzaprav, ali lahko rečemo, da grejo ene številke bolj skupaj? Ja, absolutno. Vse to je čisto logično. So ljudje, ki so recimo zelo introvertirani, taki se bodo med seboj mnogo lažje razumeli. Če jaz zdaj rečem, rabim svoj mir, me bo nekdo, ki je meni podoben, lažje razumel kot nekdo, ki bo pa punce smo včasih take, mucek, srček, vse mi lahko poveš, pa daj mi povej, pa bolj, kad ti nekdo reče, mi daš svoj čas, da sploh razmislim, kaj imam za povedati. Tako da ja, absolutno so neke stvari, neke številke bolj kompatibilne. Kako pa svetuješ samskim? Kdaj je primeren čas za to, da nekdo sreča tisto, osebo svojega življenja? Ljubezen. Z numerološkega vidika je to osebno leto 6.
Je pa mogoče še bolj pomembno vedeti, da tiste osebe, ki jih spoznamo v osebnem letu 5, so običajno osebe, ki bolj epizodno stopajo v naše življenje. Imamo lahko neko zelo strastno avanturo, neko zelo močno povezavo, ki pa po vsej verjetnosti ne bo prenesla preizkušnje časa. Se pravi, dolgoročno po vsej verjetnosti nismo kompatibilni. Verjetno pa mora biti človek v tistem obdobju tudi malo bolj odprt, za nova poznanstva, ker če doma sedimo, a ne? Ja, ne. Princ na belem konju ne bo potrkal. Ne pride, jaz mislim, da ga DPD pa poštar ne prinese. Kaj je to leto 5, leto 6? To je osebno leto, to pa izračunamo iz rojstnega datuma. Ja. Ampak v zadnjem obdobju je tudi veliko ločitev. Se obračajo osebe tudi recimo z vprašanjem, kdaj je najbolje povedati, da pač, ne vem, jaz bi se želel ločiti. Ne? Recimo, da potem, če so še otroci zraven, da dve osebi ostaneta v nekem normalnem prijateljskem razmerju. Je ful zanimivo vprašanje, ker dejansko od leta 2022 imamo vse več svetovanj, kako iti narazen. Aha, res? Ko smo pač v tisti točki, a bi šli narazen, ne bi šli narazen in tudi tukaj ob enem je dragoceno, da pač če želimo korekten način narazen, da se pač posvetimo tudi svojim številom in številom našega partnerja, kako zdaj tudi to bolečo, ker sigurno nikomor to ni všeč, odločitev sporočiti naprej, pa tudi, kar se tiče obdobja, ja, absolutno. Se tudi to da potem. Marsikaj se da pogledati, ja. Ok, kaj pa ura? Kdaj naj določimo na najprimeren datum, kot je 14. si rekla, uro, da popravimo ta vtis? Ne, ura sicer ne bo dosti močna, da bi popravila ta vtis, na žalost. Ura je zelo pomembna v astrologiji, ker določeni planeti se zelo hitro premikajo. Ura v numerologiji ni tako ključnega pomena. Je pa recimo zelo veliko vprašanj, da bi jim kdaj video spot izdati ali pa ne vem, kdaj podpisati pogodbo, kdaj začeti z neko kampanjo in tako naprej. Tako da je pomembna, je pa sigurno datum močnejši kot sama ura. Wow. Ampak v bistvu me zanima, a se bolj posvetujejo s tabo ženske ali moški? Absolutno več ženske, bom pa rekla v zadnjih nekaj letih, pa mi je všeč, da je vse več tudi moških. Je pa tako, seveda, ko bi ga srečala na ulici, bo rekel, slučajno, jaz ne verjamem, ne. Pa so to starejši? Mlajša generacija. Mlajša? Ja. Zanimivo. Kaj pa meseci? Letos recimo, kdaj naj tisti, ki si želijo ljubezni, kdaj ne bojo aktivni, naj ne bojo odprti? No, junij je fantastičen primer letos. Se pravi, v letošnjem letu je junij tisti mesec, ko smo malo bolj odprti, ko si bomo malo bolj drznili, ko bomo malo bolj tudi mogoče hengali okrog ali pa šli nekam, kjer sicer ne bi. No, tisti, ki so zelo egocentrični, po mojem, ne, ampak upanje ostaja. Je pa junij izvrsten za tiste, ki so samski letos. Zato, da spoznajo ljudi, ki so sicer mogoče na prvo žogo nenavadni ali pa vsaj takšni, za kakršne si ne bi mislili, da bi bili njihovi partnerji. Tako da pač ja, junij. Aha, se mislim, da boš rekla vendarle, recimo tam enkrat marca, ko se začne vse prebujati, narava, buhti, cveti, marec, torej v bistvu ni dobro. Ne še. Marec bo zelo plodna energija. Marec bi so vsi tisti, ki se trudijo zanositi, recimo je marec super energija, zavezane bo pa september, mesec, v katerem se bodo tiste stvari, ki mogoče niso več združljive, ampak je res več ne gre, zdaj tukaj sploh ciljam toksične odnose, izkazali, drugače pa sploh septembra je velika verjetnost, da se določeni dolgoletni odnosi poglobijo. Tako da v bistvu ni slabo leto, kar se tiče ljubezni. Kaj pa december? December se pa potem že čuti malo tudi energije naslednjega leta, ki je 9, ki pa govorimo o zaključevanju, o preteklosti, o bolj nostalgičnih energijah. Tako da december bo po eni strani obdobje, v katerem lahko bivši pridejo nazaj v naše življenje. Ojoj. Sam to jaz upam, da zdaj ne pomeni, da bodo ljudje do decembra čakali na Lilith. Na bivšega princa. Tako. Ne pa v bistvu, mogoče malo bolj osebno vprašanje, niti treba odgovoriti. Recimo zjutraj, ko vstaneš, pogledaš najprej, kakšne energije vladajo? Ne, Kovačeva kobila je zelo bosa. Kako? Kovačeva kobila je zelo bosa, ravno zadnjič sem se pohecala. To je sicer čisto druga tema, ampak za spletno stran .com pa .si nista primerni končnici. Seveda, jaz imam .com in sem se zadnjič hecala, mogoče mi zato skozi spletna stran nagaja. Tako da ne, včasih zelo pozabim na to, kako zelo nam lahko numerologija v vsakodnevnem življenju pomaga. Pa seveda mislim, da je prav, da tudi nekaj spontavnost pa dopustimo v življenju, da nismo zdaj zakoreninjeni pa rečemo 14. slab datum, 13. slab datum, ker ni rečeno. V končni fazi simbolizira ta karma, kar pomeni pač neke odločitve, ki so bile mogoče slabše, a ni fajn, če je sama pri sebi ozavestim, kaj bi se lahko boljše odločila. Tako da ni preveč v kamen zapisan v smislu, da bi zdaj gledali sam plus ali pa sam minus, pa si ne bi potem dopustili res doživeti. Kakšne energije pa nas bodo danes spremljale? Lep
lepe. Danes 12.2. so čudovite energije povezovanja, čudovite energije komunicirane na globih ravneh. Tako da, če imate kakšno simpatijo, ki še niste upali povedati, da vam je všeč, kar z besedo na dan danes. Torej je bolje, da to danes storimo, ne? Kot 14. Potem sredi. Ja. V sredo pa definitivno niti na večerjo s partnerjem, nobene rožice in tako dalje. Samo preverjam. Ja, še to ne bi upala reči, ampak... Vseeno je treba malo ta datum popraviti, kar se pač energij tiče. Jaz bi rekel, kaj pa če bi 14. pričeli in potem 12.3. imeli tisti dan ljubezni, glede na to, da je tak lep naš slovenski praznik. Pa še, kot si rekla, Mars bo zelo ploden. Tako. Evo, vse pokrijemo, 12.3. Ja. Super. Kaj pa v bistvu proti koncu tedna, recimo tisti, ki ne bodo imeli časa, da si vzamejo recimo večer s partnerjem v sredo na 14. Naj se 16. pa 19. ne se izognejo. 17. pa 16. je ravno petek. Je ravno petek, ja. 17. je boljši datum. 17. je mnogo boljši datum. Sobota, evo. Po pa 18. je zelo dober datum za lastno vrednost. Tako da za vse tiste, ki pa mogoče pravijo, briga meni ljubezen, ne, je pa 18. tisti dan, ki nas bo nekako usmerjal noter, pa bo krepil našo lastno ljubezen v sebi. V bistvu in to je najbolj pomembno, ne? Da imamo najprej radi sebe, potem v bistvu seveda lahko to ljubezen delimo tudi z drugimi. Tako je. Lili, hvala lepa, zapisali smo vse datume. Si? Ja, tukaj le noter. Bravo. Ja, imamo vse. Hvala lepa, Lili. Hvala tudi vama.